Spoštovane, spoštovani, prav lep dober večer tukaj na Slovenski matici. V okviru cikla Matica pod zvezdami, ki ga finančno podpira Javna agencija za knjigo, tokrat predstavljamo znanstveno monografijo profesorice doktorice Metode Kemperle Zoisova palača v Ljubljani. Predstavljamo jo, kot lahko slišite, v prav posebnem vzdušju, zagotovo takšno vzdušje, kakor ga mi doživljamo danes na prvi dan novega študijskega leta. Ni bilo takšno v 18. stoletju, o katerem bomo danes govorili, veliko bolj intenzivno. Morda bomo tudi morda slišali, takrat vsaj ta akademska, razsvetljena sfera intelektualcev imela kakšne bolj klasične prijeme, kako razsvetljevati ljudstvo in tudi izobražence. No, naj najprej predstavim današnjo gostjo, avtorice knjige Zoisova palača v Ljubljani, profesorico doktorico Metodo Kemperle, ki je redna profesorica za umetnostno zgodovino, zaposlena na oddelku za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Je članica programske skupine Slovenska umetnost in umetnost Srednje Evrope in Jadrana. Hkrati je članica Slovenskega umetnostno-zgodovinskega društva, društva IKOM in tudi predsednica Slovenskega društva za proučevanje 18. stoletja. Nikakor pa ne smemo ob tem pozabiti, da je tudi ugledna članica Slovenske matice, na kateri danes predstavljamo to monografijo. Že iz dejstva, da je predsednica društva za proučevanje 18. stoletja, lahko sklepamo, da so glavna področja njenega raziskovanja baročna arhitektura in umetnost, pa tudi romanja in romarske cerkve, muzejska pedagogika in didaktika umetnostne zgodovine. Je avtorica več kot 70 znanstvenih člankov in sestavkov in kar 5 znanstvenih monografij. Leta 2007 je objavila knjigi z naslovom Korpus poznobaročne sakralne arhitekture na Slovenskem Štajerskem, potem še monografijo Matej Vrečar, duhovnik, matematik, urar. Leta 2011 je izšla njena monografija Romanja in romarske cerkve 17. in 18. stoletja na Slovenskem. Leta 2012 arhitekturna tipologija romarskih cerkva v 17. in 18. stoletju na Slovenskem. Leta 2014 pa v soavtorstvo knjiga Barok na Slovenskem, sakralni prostori. Svoja raziskovanja in odkritja predstavlja na simpozijih doma in v tujini in je dobitnica priznanja Izidorja Cankarja za posebne dosežke v umetnostni zgodovini. To priznanje je prejela kar 2-krat doslej, med drugim pa je bila med letoma 2012 in 2020 tudi predsednica Državne komisije za splošno maturo za umetnostno zgodovino. Kar nekaj bi lahko še povedali o današnji izjemni avtorici, pa vendarle je najbolje, da njeno raziskovanje zdaj doživimo v živo in ji predamo besedo. Lepo pozdravljena, Metoda, oprostite, da se tikava, ampak že kar nekaj časa sodelujeva in bi bilo kar nenaravno, da zdaj preideva v vikanje. Predajam ti besedo, da morda uvodoma predstaviš, zakaj raziskovanje Zoisove palače v Ljubljani in kaj prinaša ta monografija, vedno nas to zanima, novega. Najlepša hvala, Ignacija, za to krasno predstavitev in seveda tudi hvala založbi, ki je bila pripravljena sploh
izdati to knjigo. To je sicer že druga moja knjiga pri tej založbi, tako da res iskrena hvala. Pa ne samo to, tudi hvala za vse napotke in pa tudi za skrbno branje. Namreč Ignacija je kar nekaj seveda ni bila edina, ki je skrbno prebrala knjigo, ampak še vedno je našla polno nekih napak in zatipkov, tako da brez nje bi bila ta knjiga precej drugačna. Ja. Sicer pa, zakaj sem se pravzaprav odločila za raziskavo te palače, namreč Ljubljanske palače, hiše so seveda slabo raziskane. Zoisova palača je pa seveda zelo pomembna, vsi dobro poznamo, kako je pomemben je pač Žiga Zois za Slovenijo, za razvoj slovenske kulture, jezika. In v bistvu to je tudi palača, ki je največja, v bistvu še ohranjena palača v starem mestnem jedru. Hkrati pa je, kot sem nekako razbrala z vseh teh raziskovanj, tudi bila v času Žige Zoisa najbolj obiskana. Namreč on zaradi svoje bolezni več desetletij skoraj ni zapuščal palače, zato so ga drugi obiskovali. Tako da tam je poleg seveda vseh teh razsvetljenskih idej, ki so se tam kresale, so tudi znali v bistvu zelo uživati. Tako da prej me Ignacija vprašala, kako, če se da s tem primerjati. Ja, glede na popise, kaj je Zois za svoje gospodinjstvo kupoval, so znali zelo uživati. Ja. Tako da so jim večkrat to tudi učitelj v bistvu, temu Zoisovemu krogu. Posebej so pa uživali francoski oficirji in generali med francosko okupacijo pri njem. Ker dostikrat so bili pri njem nastanjeni, ker to bila velika palača in Zois je imel neznanski ugled, ne samo na Kranjskem, tudi daleč širše. K njem so se v bistvu po nasvete zatekali vsi, politiki, gospodarstveniki. On je bil v bistvu na Kranjskem najpomembnejša oseba, v gospodarskem, v kulturnem, tudi političnem življenju. Tako da torej so si v bistvu kar podajali kljuko na teh vratih, več desetletij. Ja. In seveda, glede na ta pomen, ki ga stavba še danes seveda ima, je seveda bilo malce nenavadno, da v bistvu to stavbo zelo slabo poznamo. Tako da sem se v bistvu jaz v svoji raziskavi, no pa seveda, če omenim, če zdaj primerjamo s tem Leđungusom tukaj zunaj, pred Zoisovo palačo v 18. stoletju se je veliko dogajalo. Namreč to je bilo zelo živahno pristanišče. Verjetno najbolj frekventen del mesta v Ljubljani. To vam kaže tale upodobitev iz 60. let 18. stoletja, ki kaže torej palačo še v tej obliki sredine 18. stoletja, preden je Michelangelo Zois v bistvu začel kupovati sosednje hiše in to začel prezidavati. Tako da tukaj so se naselili, ker je bilo to pristanišče, vsi najpomembnejši trgovci, ljubljanski trgovci, torej veletrgovci, tisti, ki so preprodajali, ki so kranjske proizvode prodajali v Italijo in naprej in pa obratno. Torej od Zoisov, Kodelijev, Gasparinijev, Andriolijev, torej vsi so bili tukaj zbrani med današnjo hišo Breg 10 in današnjo Breg 22, ki je Zoisova palača. Tako da v bistvu jaz temu predelu Ljubljane kar rečem veletrgovska četrt, ker je to gotovo bila. No, tako da v bistvu ta prvi del monografije predstavlja v bistvu zgodovino tega prostora, na katerem sedaj stoji palača.
in pa seveda razloge, zakaj se je Michelangelo Zois kot prvi Zois sploh tukaj naselil. Namreč on je, torej to je bilo živahno pristanišče in vsi ti veletrgovci so si prizadevali, da so čim bližje temu pristanišču, torej da so stanovali blizu pristanišča, zaradi tega, da so imeli tudi veliko prostora za skladiščenje svojega blaga. In zato so se Zoisi tudi začeli tako širiti, proti obzidju. No, Michelangelo Zois, tukaj imamo njegov portret, pa zraven še Žiga baron Zois. Torej, Michelangelo je prišel približno okrog 1720 v Ljubljano, se zaposlil pri Petru Antonu Kodeliju, tudi prvi Kodeli, ki je prišel v Ljubljano, torej začetnik ljubljanske veje oziroma kranjske veje, s katere izhaja tudi Anton III. Kodeli, kot tak najbolj široko poznan, Kodeli. In 1728. kupil prvo hišo. In to je bila vogalna, to je bila tale stavba, tukaj imam zdaj Curjanijovo risbo, ta krasno risbo iz 1751. No, pa seveda se tudi tukaj le vidi, torej to je bila prva njegova palača. In potem je postopoma širil to svoje posest. In sicer na ta način, torej zdaj bom pokazala, kako se je širil na podlagi tega tlorisa, in pa tega tlorisa, ki je malce pozneje nastal, ki nam pa kaže, ne samo palačo, ki je tukaj stoji, ampak gostilno pri Zlati ladji, ki je danes ni več, pa ta gospodarska poslopja, obzidje in tale obzidni stolp. Namreč to na teh dveh zemljevidih bom pokazala, kako je širil svojo palačo. In sicer, torej najprej je, torej to je bila pač ta prva vogalna hiša, potem je začel kupovati na Križevniški. Prvo, pa drugo, torej to je potekalo od 1760 naprej. Pa tole Egenbergovo palačo, ki se je držala te Zoisove vogalne palače, pa potem še eno na Križevniški. No, potem je kupil to stavbo, to gostilno pri Zlati ladji z vsemi poslopji, ki so se držala zunanjega mestnega obzidja. To je bilo potem že leta 1770. In potem nadaljuje torej to je zdaj dvorišče, ki je pripadalo Zlati ladji. Potem moram pa preskočiti na ta drug zemljevid. Torej tole je bilo potem stanje v 70-ih letih. Potem je pa kupil še torej od mesta, no, se je Zlato ladjo tudi od mesta kupil v bistvu, še mestni jarek, ki je takrat stal med zunanjim južnim obzidjem pa Krakovi. In potem še 1794. samo obzidje z obema stolpoma. Saj seveda tudi ta gostilna pri Zlati ladji v bistvu nastala iz obzidnega bastiona. No, in zadnja stvar, ki mu pa tukaj je v bistvu manjkala, je bil pa bistriški dvor. Tudi dvor bistriških opatov. In priložnost za to, da je pa še ta manjkajoči del tukaj kupil, se mu pa seveda priložnost za to je bila, ko so 1782 samostalno ukinili. S tem seveda so podržavali tudi tale dvor. In 1793. je šel ta dvor na dražbo in je seveda tudi, to je bil pa zdaj že Žiga Zois, Žiga Zois torej kupil. Torej, videli ste, da kar nekaj načrtov ohranjenih, s katerih se lahko to rekonstruirala, pa seveda z arhivskimi dokumenti. In zato sem lahko pravzaprav tudi pripravila zgodovino teh posameznih hiš, ki so pozneje prišle v Zoisovo last in pa tudi historiat lastnikov, kar se je dalo.
Naprimer, tale načrt je to bila taka fina najdba, torej natančen načrt Bistriškega dvora, iz Štajerskega deželnega arhiva, ki nam, torej, to je samo eden izmed načrtov, ker so načrti vseh nadstropij, bili izdelani ravno zato, da je Lorenc Prager potem lahko to stavbo tudi dobro ocenil, da so vedeli, za koliko denarja jo lahko prodajo. Tako da v bistvu nam zelo dobro kaže podobo Bistriškega dvora, ki je v bistvu tam iz začetka 17. stoletja, taka v bistvu še pozno renesančna stavba. Po drugi strani, pa torej deloma že s temle načrtom tukajle, je tudi delo Lorenca Pragerja in pa malce poznejšim načrtom, ki je nastal tik preden so Zlato ladjo porušili, lahko tudi zelo dobro rekonstruiramo v bistvu, kako je ta gostilna pri Zlati ladji izgledala. Za 18. stoletje imamo tudi podatke, kdo je tukaj najemal skladišča, kdo je bil gostilničar. Podrta je bila pa ta stavba potem leta 1824, zaradi tega, ker so tam naredili potem most. No, in tukaj sem pripravila pa v bistvu rekonstrukcijo na današnjem mestnem zemljevidu, rekonstrukcijo teh v bistvu podrtih stavb, tako da se točno vidi, kje je bil Bistriški dvor s kapelo, kje je bila Zlata ladja in kako so šla ta skladišča. Seveda s tem sem pa ugotovila tudi zelo natančno lokacijo južnega notranjega mestnega obzidja, namreč to točno, kje je potekalo južno mestno obzidje, ni bilo natančno jasno, pa tudi zdaj dokazujem, da je v bistvu bilo dvojno, torej notranje obzidje, tisto, ki je bilo še iz 14. stoletja, pa natančno, kje je potem potekalo zunanje obzidje, ker vmes je bil pa cvinger, na katerem je potem Zois si dal postaviti vrt. No, ampak mogoče še en zemljevid, to pa načrt, prvi v bistvu ohranjen načrt palače, kjer vidimo, kakšna je bila prvotna razporeditev prostorov. Ta načrt je pa nastal tudi že v 19. stoletju, ko so širili današnjo Zoisovo cesto in so želeli od Karla Zoisa odkupiti v bistvu cvinger in so mu predlagali, da bi mu nadzidali tiste dele palače, kjer še ni bila tronadstropna, ker ta palača je bila kasneje mnogokrat prezidana v notranjščini tudi, in tule pa imamo v bistvu, vidimo, kakšna je bila originalna razporeditev prostorov in iz tega seveda lahko tudi sklepamo, kje je bil Zoisov salon, kje je bila soba za biljard, kje je bila soba za muziciranje in tako naprej. Zdaj eno zelo obsežno poglavje je pa posvečeno tudi seveda natančni zgodovini gradnje te palače in opreme. Torej, pokazala sem prej, kako je z nakupi širil. Torej, najprej je, ko je kupil Erbergovo palačo, se je tedaj odločil za obsežno prezidavo 1766 do 68. Takrat te dve palači v notranjščini združil in sezidal skupno stopnišče, predstavil portale zunanje. No, današnja podoba, torej, če se vrnem na začetek, pa to, kar pa danes vidimo, je pa prezidal že Žiga Zois, potem, ko je opravil tisti zadnji nakup, o katerem sem prej govorila, ampak ne takoj, šele leta 1805 je tisto kapelo svetega Lorenca, ki se je držala Bistriškega dvora, podaril. Del tega zidovja dvora pa je vključil potem v svojo palačo. Tako da in jo nadzidal na tistem delu. In torej ta podoba palače je bila dokončana 1808. leta.
Hvala lepa za to res izčrpno in zelo analitično topografijo, torej prostorsko umestitev same palače in njene transformacije. Morda en kanček, če smo še pri stavbah, glede kot umetnostno zgodovinarko, seveda povprašujem o umetniških artefaktih, koliko so ohranjeni, koliko so se transformirali, kakšno vrednost tega umetnostno-zgodovinskega vidika te palače se da tudi pročelje, fasade in podobno še danes odkriti. Ja, torej, če pogledamo tole risbo Zunjanjevo, se vidi, da so bile te, torej prva Zoisova palača, pa Erbergova palača, da so bile to taki krasni baročni pročelji, pilastrska členitev, nekaj okrasa. Danes pa se nam zdi palača torej dosti preprosta. Edini tak umetniški kos je glavni portal, za katerega pa v bistvu ga ne znam čisto dobro datirati, ker ga je tudi Zois prestavljal in je bil ali že, torej to je tale portal, ki je bil prvotno portal prve vogalne hiše, je tako slogovno heterogen, da bi spodnji del je tako dosti manierističen, ampak bi lahko recimo nastal v 17. stoletju, potem pa zgornji del je pa tak, da bi lahko nastal v začetku 18. stoletja ali pa recimo tudi še tedaj, ko je Michelangelo Zois to palačo kupil, to se je 1728. Lahko, jaz zdaj govorim o dveh slogih portala, ampak lahko bi seveda ta portal tudi v enem kosu nastal, pri kakšnem zelo eklektičnem arhitektu, ki so seveda takrat delali v Ljubljani. Sicer pa, torej sem rekla, da je ta palača, torej današnja podoba palača nastala na začetku 19. stoletja. In Žiga Zois je bil pač razsvetljenec in osebnostno v bistvu zelo skromen človek. Imel je veliko denarja, veliko je dajal, veliko je podpiral reveže, veliko je doniral, seveda zelo veliko je dajal denarja za raziskave, za nakupe, imel je ogromno in zelo aktualno knjižnico, imel je ogromno mineraloško zbirko, da so v bistvu z cele Evrope raziskovalci hodili gledati to. Tako da v bistvu se on, torej to je stavba razsvetljenca, to ni stavba baročnega aristokrata, torej seveda, čeprav on je imel baronski naziv, že Michelangelo je bil popomenitev, vendar torej gre za 18. stoletje, gre za to, da so tedaj torej te bogati trgovci, ki so bili sicer meščani, so si na nek način te nazive kupili. In seveda njemu torej ni šlo za to, da bo on reprezentančno palačo si postavil, ampak pravzaprav moramo na to palačo gledati kot najprej, kot simbol nekega ekonomske moči, kasneje pa seveda tudi intelektualne moči. In s tem seveda, ko se Zoisa širita do obzidja in na obzidju še čez, se pravzaprav onedva hočeta primerjati staro aristokracijo. Namreč, knezi Auerspergi, njihovo palačo, ki je stala na današnjem Nuku, mislim na tem prostoru, kjer je zdaj Nuk, so v 17. stoletju širili do obzidja in na obzidju tudi postavili vrt z paviljonom in tako naprej. In torej na nek način si je to želel tudi Zois, ki je, nisem potem povedala, da je kupil jarek mestni zato, da je tam postavil drevored, torej to je bila Zoisova aleja, tako imenovana, in na Cvingerju je pa dal postaviti, torej si urediti pa tak čist formalno urejen vrt. Tukaj je načrt za ta vrt, ki sicer ni datiran, ampak vidimo, da je formalno urejen, vidimo tudi obzidje, mali stolp obzidni veliki, ki ga tukaj ni več. In na teh zemljevidih
iz začetka 19. stoletja, tudi vidimo, torej Zoisovo alejo in ta vrt na Cvingerju. In pa tukaj je pa zdaj, torej, to pa zdaj takole zgleda, torej spodnji del vrta, pa zgornji del vrta, pa seveda tale fotografija, pozicijo tega velikega obzidnega stolpa. Torej ja, Zoisi so se lahko nekako primerjali s staro aristokracijo ali morda so celo želeli tekmovati z njo. No, zdaj smo govorili predvsem o zunanjem prostoru. Že je bilo omenjeno, da se je za zidovi tudi marsikaj dogajalo. Omenjen je bil tudi Žiga Zois. V kakšni meri se ta monografija oziroma raziskava tudi dotika Žige Zoisa, življenja njegovega in v kakšni meri so seveda na razpolago še novi podatki o tem, kaj se je v času razsvetljenskega krožka odvijalo. Ja, seveda vsi verjetno zelo dobro poznamo Žigo Zoisa, zakaj je pomemben, torej koga vse je podpiral in v kakšnih dejavnostih. Seveda pa so pa tukaj, jaz sem pregledala v bistvu vse njegove še ohranjene te računske knjige, zato tudi zelo dobro vem, kaj je v kakšnem obdobju kupoval, ampak te zvezki so ohranjeni samo za par let v 90-ih letih 18. stoletja, pa za nekaj let na začetku 19. stoletja. Je pa v bistvu bilo tako, da pravzaprav vsak, ki je potoval vsaj približno blizu Ljubljane, ali pa ko je pripotoval v Ljubljano, se je nujno ustavil od Zoisovi palači. Torej, on je bil blazno gostoljuben in vsi, torej, sem že prej rekla, vsi najpomembnejši, torej, ne samo naravoslovci, tudi politiki, so se prišli k njemu pogovoriti o pomembnih vprašanjih, so tudi stanovali v palači. Seveda je bila to palača, v kateri je tako stalno živelo v bistvu približno 30 ljudi. Ker Zois je bil seveda velik torej računovodja, tajnik, lovec, recimo vrtnarji, družine, ki so skrbele za hleve in tako naprej. In posebej pa seveda moram omeniti tukaj Metternicha, torej avstrijskega zunanjega ministra, ki je tukaj živel pri njemu že leta 1815, ko je bil na obisku v Ljubljani cesar Franc I. In Metternichu je bilo izgleda v tej palači tako fino, tako dobro, da ko je bil potem v Ljubljani Ljubljanski kongres leta 1821, torej Žiga Zois je bil tedaj že pokojni, da si je Metternich spet izbral za domovanje to palačo. Tukaj je bival celo pol leta, najdlje v bistvu od vseh udeleženih na kongresu, in v tej palači so se tudi v bistvu skoraj vse konference odvijale. Tako da je v bistvu ta palača evropski center tedaj, kamor so v bistvu vsi prišli, ki so torej želeli prisostvovati na teh pogajanjih, ampak seveda teh je bilo pogajanjih se jih je malo udeleževalo, ampak hočem reči, vsi, ki so želeli v tem času, ko se je to odvijalo, biti deležni tega, tudi seveda veliko trgovanja in tako naprej se je potem takrat v Ljubljani odvijalo. Seveda in ne nazadnje, se je pravzaprav ta pomembnost palače. Prej, ko smo govorili o pomembnih kosih, torej za portal sem rekla, da je en tak kos, sicer pa palača bila tolikokrat prezidana in toliko v bistvu tudi potem lastnikov zamenjala, da znotraj v sami palači ni ohranjenih nekih stvari iz 18. stoletja. Sem pa potem identificirala, da je pa tale
servis, sicer je več skodelic ohranjenih, je zdaj hranjen v Kranjskem, torej Gorenjskem pokrajinskem muzeju, da je pa v bistvu, da so ga pa uporabljali v tej palači, in sicer nečak Žige Zoisa, to je bil Karel Zois s svojo družino. Namreč on je, ta nečak Karel Zois je potem podedoval vso trgovino, vse posesti in seveda tudi to palačo. Tako da to je pa tak že tudi so čisto klasicističen servis. Morda nekaj še o obdobju, ko je seveda Zois gostil tudi obsežne vojaške enote, tako rekoč. Takrat so tudi tukaj nastajali izjemni stroški. Koliko je bila ta Zoisova gostoljubnost nenazadnje tudi povezana z krizo finančno, v katero je delno zašel? Ja, on je zašel pravzaprav v krizo že pred prihodom Francozov, zaradi drugačnih gospodarskih razmer, ampak upravo seveda pa še ni potem, ko je mogel seveda odškodnino plačevati in pa seveda, ko je gostil Francoze tukaj, namreč seveda on je bil lojalen seveda cesarju, ampak hkrati se je pa zelo družil tudi s Francozi. Tako da mi je na obeh straneh pravzaprav zelo dobre vezi, čisto prijateljske vezi. Je pa tako seveda, ker je bil pač on zelo premožen, je seveda so mu naložili tudi ogromno to plačilo. Gostil jih pa, mislim, to je šlo pa, kako bi rekla, hodili so k njemu sicer gledati Proteusa, kako se mi reče, človeško ribico, zelo so hodili k njemu gledati človeško ribice, ki jih je imel, ampak jaz mislim, da so francoski generali v bistvu bolj hodili zaradi tega k njemu, ker je imel res izborna vina vedno na razpolago. Pa, mislim, tudi zelo izborne jedino. Ja. Ta vina so zapisana, to se šteje kar v... To se šteje v stotine in stotine litrov, ja. Razno raznih izbornih vin. Iz Slovenije, iz Italije, iz Francije, ja. Morda še delno kakšne druge podrobnosti, zanimivosti iz samega življenja so bile dodatno v raziskavi te palače odkrite, da morda zdaj vemo kakšen drobec več o Žigi Zoisu. Vemo, da je nekako prva pobuda za raziskovanje te palače nastala v okviru simpozija, ki je pred leti potekal. Morda nekoliko več iz tega vidika. Ja, torej kot sem rekla, so ta viri, te arhivski viri, torej jih ni več toliko ohranjeno, kot bi si jih seveda raziskovalci želeli, ampak kljub temu pa teh računskih knjig njegovih ni še nihče čisto sistematično šel skozi. Tako da se je pokazalo, recimo, katere glasbenike je on podpiral, katere je pripeljal v Ljubljano, kaj jim je kupoval, na primer. Potem tudi take, torej on je imel zelo rad glasbo, gledališče, opero, katero pevce je pripeljal v Ljubljano, kateri je kupil rože in tako naprej. Skratka, bil je vsestransko družaben in torej ta njegova bolezen verjetno, ravno zaradi njegove družabnosti, ga je še toliko bolj morila, čeprav ni nikoli upal. Iz teh njegovih zapiskov, tudi dnevnikov, to, kar je ohranjenih, sicer pojamra, kako ga boli, kako že 3 dni ni vstal iz postelje, ampak ima pa stalno obiske. Tako da je bil tak bi rekla, dobrovoljen.
Je pa že same upodobitve pravzaprav, pa tudi kažejo, kako je bil to pomemben prostor in kako je bil torej Žiga Zois tudi pomemben. Ker pravzaprav gre za najbolj največkrat upodobljeno stavbo iz časa baroka in pa recimo klasicizma. Recimo tukaj v Ljubljani, ja. Recimo tukaj imam eno Rukovo upodobitev iz 1795, no, recimo tudi to risbo sem zdaj datirala, ker prej ni bila datirana. Ker je Zois popisal iz teh računskih knjig se vidi, kdaj se je s kom družil, kaj je v nekaj kupu ali pa kdo mu denar vrniti in tako naprej. Tako da točno vemo zdaj, kdaj je bil v Ljubljani. In torej, to je upodobitev Ljubljane izpred Zoisove palače, izpred Brega. Ampak recimo Ruk ne napiše, da je to Ljubljana upodobljena z Brega, kot se je tedaj pa še danes pač ta ulica imenovala, ampak napiše, da je to v bistvu Ljubljana izpred Zoisove palače. Potem recimo tale upodobitev požara v Krakovem iz 1798. Torej, to je bil strašen požar, ki se je širil tudi na drugo stran Ljubljanice, ne sicer do Zoisove palače, ampak Herland, ki je bil seveda zelo dober prijatelj Zoisa, je upodobil ta požar, ampak seveda je to izkoristil tudi, da je upodobil zraven tudi Zoisovo palačo. Potem torej upodobitev, torej to je sicer kasnejša upodobitev, torej Gasparijeva risba, ki pa naj bi jo naslikal po neki upodobitvi iz 1808, naprimer. In to je seveda ta podatek drži, jaz ga nisem mogla preveriti, ker je to v bistvu Strpot Kidričev podatek izpred vojne. Torej, gre za upodobitev tik po tem, ko je Zois to palačo prezidal v današnje stanje, recimo. In pa še tale, ki je nastala v času Ilirskih provinc, tudi to sem zdaj nekako bolj datirala, ki je pa v bistvu upodobljena Ljubljana z gradom, pa torej izza palače, s Cvingerja dol proti Bregu. Tako da takih upodobitev v tistem času za druge palače, za druge te prostore pač nimamo. Kar nekaj virov je bilo zdaj naštetih, tudi prikazanih, omenjenih, njegove knjige stroškov in seveda tudi to likovno gradivo, kje se danes nahaja, na katerih prostorih lahko še računamo, da bi lahko odkrili kaj o Zoisu in kako čuvamo pravzaprav te vire danes. Zdaj je obsežno gradivo v Arhivu Republike Slovenije, kjer je najbolj obsežno gradivo od Zoisov. Tam sem največ v bistvu črpala. Tam so tudi zapuščinski inventarji v tem gradivu, torej v gradivu družine Zois, ne v fondih zapuščinskih inventarjev, naprimer. Oporoke tudi, potem torej vsi te računske knjige, dnevniki, potem razne te zemljevidi, ki sem jih pa uporabljala za to, da sem pač raziskala to pač urbanistično arhitekturno zgodovino, so tudi spet v Arhivu Republike Slovenije, potem v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, potem v Štajerskem deželnem arhivu, v Avstrijskem državnem arhivu, potem tudi tale recimo je tudi iz enega čisto v bistvu ne s fonda načrtov, to je zanimivo. Tako da se v bistvu načrti najdejo v Arhivu za Republike Slovenije tudi v drugih fondih, kjer jih sploh ne bi človek pričakoval. Tako da je treba kar veliko pogledati. Je pa v bistvu malo žalostno, da je pa nekaj gradiva arhivskega se pa izgubilo, pa ne v 19. stoletju, ampak že sedaj iz arhiva.
In torej en cel fascikel manjka prav za Žigo Zoisa, potem manjkajo imajo pa v Narodnem muzeju tudi veliko njegovih pisem, pisma so še ena tako gradivo, kjer bi se verjetno pa še kaj našlo, ampak seveda zaradi take raziskave ne moš kar vseh pisem prebrati. No in tudi v Narodnem muzeju, v knjižnici Narodnega muzeja tudi v bistvu dnevnik zdaj manjka njegov, to pa kar neka taka malo žalostna zadeva. Skratka, sporočilo o tem, kako delamo že s temi pričevanskimi viri, torej z dokumentarnim gradivom, ki o sami življenju Zoisove rodbine govori. Hkrati pa seveda je na mestu tudi vprašanje, kako pa smo, glede na to, da je bila Zoisova palača tako rekoč v nekem trenutku središče Evrope, ravnali z njo po Zoisovi smrti, kaj se je z njo dogajalo, nekaj je že bilo omenjeno, mnogokrat prezirana, prehajala iz rok v roke. Kako je s to zgodovino? Ja, torej, Zois je že 2 leti pred smrtjo želel to stavbo prodati, ker mu je seveda on je potem ostal popolnoma sam. 2 leti pred smrtjo v bistvu je bilo njegovo gospodinjstvo, je bil samo še lovec z družino, on je v bistvu potem očitno na koncu za njega skrbel. Potem je pa seveda to on prepisal na nečaka Karla in je potem v tej palači živel Karl Zois z družino, on je imel kar veliko družino, tako da sta potem tudi, ko sta se najstarejša sinova poročila, sta tudi živela v tej palači. So jo pa že od začetka v bistvu pa tudi oddajali, ker to je bila res ogromna palača, torej največ ljudi je tukaj stanovalo v času Petra Kozine in sicer jih je bilo čez 80. Torej, v 19. stoletju se je potem počasi ta stavba spreminjala v bistvu najemniško palačo. Torej, potem, ko je Karl Zois je pa kar hitro umrl, ki je umrl za kolero leta 1836, potem je to naprej pa še njegova vdova pa otroci so tukaj živeli pa potem oddajali. Tako da v drugi polovici 19. stoletja je bilo to že na 15 stanovanj razdeljeno. Sicer je pa že prej Karl Zois 2-krat to palačo znotraj prezidal, zato da je dobil manjše sobe, da je lahko večjim ljudem to oddalo. Zato, ker v času Žige Zoisa je bila največja soba velika 70 kvadratov. In potem so to počasi manjšali. Seveda je bilo potem treba v 19. stoletju tudi še kakšno kopalnico narediti, ali pa kakšno stranišče narediti, da je nekaj stanovanj skupaj imeli recimo eno stranišče. No in v lasti Zoisov tako ostane ta palača do leta 1918. Ampak na koncu v bistvu ta zadnja lastnica ni več tukaj stanovala. Zato se je že preden je ona prodala, vanjo naselil, najprej kot podnajetnik, Peter Kozina, torej lastnik Peka, torej tedaj eden najbolj pomembnih slovenskih industrialcev, gospodarstvenikov, in je tukaj v tej palači imel centralo vseh njegovih podjetij. In je tukaj v bistvu tudi živel. In tole je en načrt iz zgodovinskega arhiva, ko on prosi za prezidavo pritličja palače, ker vsi te portali, ki jih danes vidimo, niso iz 1808, še s Zoisovega časa, ampak jih je Peter Kozina potem nekaj naredil in jih seveda oblikovno pač priličil starejšim. Tako da tukaj, torej, stavba je pomembna, še po tem, ko Žiga Zois umre. In Peter Kozina je seveda imel zelo tak pozitiven odnos do te palače, tudi on je tisti, ki je dal iz Navja prenesti nagrobnik
Zoisa in njegove matere, ki ga je dal postaviti Karl Zois, ga je dal prenesti na to palačo, potem on je pri Ivani Kobilici naročil kopijo portreta Žige Zoisa, pa takrat tudi seveda je njega portretirala. Torej tudi, potem je tudi še Peter Kozina to prezidaval, tukaj vidimo zdaj eno staro fotografijo, kjer je tukaj v bistvu tudi napis, je tudi napis Peter Kozina, in na drugih fotografijah vidimo tudi ta napis drugje, tako da on je to palačo večkrat predelal, tudi v bistvu je predelal potem tele vrtove tukajle. Tista zadnja res velika obnova je bila pod Petrom Kozino, 1920, kjer je v bistvu tudi Ivan Vurnik naredil načrt za tale del, ker je tukaj ta zvrt, on pa ta cvinger je potem on znižal tukajle in je potem Ivan Vurnik naredil načrt za to ograjo, pa za tisti balkon, kjer tukaj prideš na vrt. Potem pa je Peter Kozina v ne povsem pojasnjenih okoliščinah umrl. Potem pa to prevzame pa še en drug zelo pomemben gospodarstvenik, Richard Skubec, ki je bil pa glavni direktor premogovokopne družbe. To je bila pa tedaj, to sem brala, največje podjetje v Jugoslaviji. On pa potem pač med drugo svetovno vojno to proda. Jaz sem potem tako v tem zapisniku, ko so zasegli to palačo, brala, da je sicer on to že prej prodal enemu privatniku, pa zemljo okrog eni italijanski firmi Emona. Vendar so to potem leta 1947 vse izničili in tudi so tam je noter zapisano, da je pač on pobegnil, ker je bil nemški državljan. Tako pač piše v zapisniku. Tako da, in ob koncu vojne je bilo pa v bistvu tukaj nemška ambasada v bistvu. To je tudi zanimivo, ker ta stavba pravzaprav je imela, se ima še zdaj, ampak takrat pa v bistvu še bolj tako zanimivo lego, ker je bila v centru Ljubljane, pa hkrati je bila pa zelo pomembna prometnica, tako da je bila zelo v bistvu nekako dosegljiva, pa tudi z ene strani, tudi še takrat, ko je bilo obzidje, je bila dosti zračna. Ni bila stisnjena, tako da sicer potem, pač po drugi svetovni vojni, pa seveda ta hiša doleti tako usoda kot marsikatero, drugo hišo, palačo, dvorec, grad. Torej, noter potem naselijo razne podnajemnike, nekaj je bila mestna občina, nas še sedaj, potem seveda ta stanovanja odkupijo, in torej večkrat se seveda potem v drugi polovici 20. stoletja pojavijo ideje, da bi bil tukaj muzej, recimo Planinski muzej so tukaj načrtovali, namreč tukaj noter je stanoval Vlasto Kopač, ta pomemben arhitekt, ali pa da bi bil tukaj, da bi bila slovanska knjižnica, da bi bil muzej slovenske literature in tako naprej, ampak nobena, da bi bil vsa ZUT noter, še tudi to je bila ena ideja, ampak nič od tega v bistvu ne zaživi, in nažalost se je v bistvu ta palača spremenila v apartmaje za turiste, večinoma zdaj. Tako da nekako te priložnosti nismo znali izkoristiti, da bi v bistvu ta palača še vedno bila povezana z našo kulturo in umetnostjo. Skratka, če se malce pošalimo, enako kot v Zoisovih časih, gosti tujce samo Zoisa, v njej ni več, pa nam smo pozabili. Tako. Morda še kakšen dodatek, draga Metoda, če ne bi jaz udarila, da se seveda tudi zelo zahvaljujemo Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, ki je sozaložila to knjigo. Ne nazadnje je knjiga opremljena z dragocenim, obsežnim
slikovnim gradivom v barvah, tako da je dovolj nazorno prikazana, tudi na vizualen način, usoda Zoisove palače v Ljubljani. Morda pa se je ob vseh teh imenitnih izvajanjih in tudi kakšni kritiki ravnanja s Zoisovo zapuščino med današnjimi obiskovalci tukaj na Matici porodilo kakšno vprašanje, ali pa morda tudi želite pridodati k tej raziskavi še kakšna vaša lastna opažanja ali spoznanja. En gospod je zelo gestikuliral. Ja. Pa ga ne poznam. Kar dobrodošli, če bi želeli kaj povedati, če ne pa predajam Metodi zaključno besedo za ta dogodek. Prosim, ja. Jaz kar mikrofon. Še 150 let nazaj so bile vse ulice v germanskem jeziku, torej potem bi mogel biti Rajn, pa mogel bi biti Ternau, pa mogel bi biti Krakov. Tam, kaj je bil včasih mlin, je pač porušna zadeva. Mi vemo, še so zgodovino od jezuitov, lahko gremo od Gruberja, kako je ta zadeva sploh nastajala. Glavna prometnica je bila v bistvu Ljubljanca. In glavna zadeva je bila zgornja Ljubljana, Oberlaibach, lahko Navis Portus. Torej, tam je bil včasih grad, sploh ne vem več, kje je. Zdaj imamo samo dediščino od Španjheima, pa lahko rečemo od, kako bi rekel, Oltenbožanov, Oltneških, da ugotovijo, kaj je stara dediščina. Ta hiša ima mnogo močnejšo dediščino, ne glede kaj govorijo. Pol je bil sicer Sternberga tudi noter, dediščina Hiršmanov in tako naprej, ki so bili Judje. Zadaj je celotna dediščina tevtonskega, viteškega reda. Torej, vse gor proti, kako bi rekel, Gradišču so bili Germani, Drama, Nemška, da ne bomo govorili, kaj je vse bilo. Vmes je še, lahko vzamemo tudi Jaška, Auersperge, Grine, če želimo se lep slišati. Da, kako bi rekel, ugotovimo, kaj pa s knjigami, ki so pa ponikane, da so se lahko lastnino delali. Včasih so bili urbani, bili so katastri. Marija Terezija je to, kako bi rekel, naredila. Potem so bili pa čudni prepisi narejeni. Tudi po vojni je bilo. Isto je s Kozino, ki je bil na Dolenjskem umorjen. Isto je s tem Skubicom, ki je Dreifacher Kohlengewerkschaft. Torej, tam je sedež Freemasonerije, ki je zdaj Ministrstvo za pravosodje pa finance, to vse pokrade. Od Ivana Matije Mačka. Temelj gradbenega inženiringa Slovenije, Gradis in tako naprej. Torej, če bomo ugotovili, kje je temelj fundacije, pa vse evikcije, bomo ugotovili, kje je temelj zdrave kmečke pameti. Hvala. Hvala lepa. Če kakšne komentar? Ne. Bi lahko nekaj vprašal. Torej, kje, čeprav hodim skoraj vsak dan po tej Zoisovi cesti, ki so včasih rekli Graben, na Grabnu. Ja, Zoisov Graben. To je bil pravzaprav ta drevored. Kjer je danes Zoisova cesta, to je bil pravzaprav ta drevored. Ja. Zelo vrt, ja. A potem je bil pa ta... Dva vrtova sta bila. Če pogledate tole, torej to je Zoisov Graben, današnja Zoisova cesta. Kaj? Hvala. Jaz kaj mislim, da se nekaj vidi, pa se ne. Tole, a ne? Tole je današnja Zoisova cesta. Tole je obzidje, ki je deloma še ohranjeno. In tule gor je bil pa ta Cvinger, ta vrt na Cvingerju, Cvingergarten, kako ga je Zois imenoval, a ne pa tale, tukaj je bil pa ta kazino, kako je on rekel, ali pa Lusthaus. Torej na temeljih tega malega obzidnega stolpa je potem on
podrl deloma, potem gor nad zidom, tako da je imelo tako paviljon, da so karta in noter na tem poleti, na tem vrtu. Tako da tukaj to je danes Zoisova cesta. Ja. Tukaj nekje je piramida, tukaj se začne pa most, tukaj je kjer. Jaz sem tam na tistem zemljo, tukaj na tem zemljevidu je pa, torej, takole je bil ta graben, torej pa obzidje zunanje. Ja, v obzidju je bil graben, ob obzidju. Ob obzidju, med krakovim pa zunanjim obzidjem je bil graben, med zunanjim pa notranjim obzidjem je bil pa cvinger. Ta dvignen del, torej medzidje, dvignen del, ker najprej je bilo samo notranje srednjeveško obzidje iz začetka, prvič omenjeno 1707. Potem so pa v začetku 16. stoletja naredili še to zunanje obzidje s tem stolpom, z bastionom, z drugim stolpom tlele gor, in je potem ta križevniška soteska bila pa v bistvu tako, da si v bistvu ti na cvinger gor prišel, na medzidje, da so v bistvu tlele tisti, ki so branili, da so bili višje gor, pa da so lahko streljali čez. In torej, notranje, to srednjeveško obzidje je v bistvu ohranjeno v temeljih zadnjih hiš na Križevniški ulici, pardon. Ja, tako da, tale linija, to je notranje obzidje, torej zunanje je pa v bistvu deloma še ohranjeno, ga je Plečnik potem, Plečnik je to predelal potem, neki pred drugo svetovno vojno, neki pa še po drugi svetovni vojni. Tisti portal, tukaj so bolj predili pa leta 1947, ker je univerza hotela, da lahko z univerze prideš na tehnično univerzo, na to današnjo arhitekturo. In so tukaj potem zid predil, pa je Plečnik naredil načrte za te portale, ampak potem niso naredili po teh načrtih, ampak so ta str Pragerjev portal iz Svoletove hiše na Ajdovščini prenesel sem. Tako da je tam v bistvu tak baročen portal. Nimam pa zdaj fotografije, tukaj je pa v knjigi. Ali pa. Še kakšno vprašanje morda? Mogoče samo nekaj. Ob portalu vhodu je tudi portret Žige Zoisa. Kakšen se vam zdi, to je delo Mirza Begić, kakšen se vam zdi ta portret, koliko prispeva k, bi rekel, pomenu danes gledanja na to Zoisovo palačo? Ja, tako je, mislim, fino je, da je vsaj nekaj je, samo pač ti portreti, po mojem mnenju, mislim, ne samo ta, tudi kakšni drugi njegovi niso posebej kvalitetni, predvsem se mi zdi, da zadost ne izžarevajo tega, kar je pač Zois bil, kar se mi zdi pa res problematično, pa ni problematično s to busto, ampak s tem, da kar se je pa res dogajalo v tej palači, piše pa v tleh, da mi hodimo po tem napisu. In to ni edini napis, ni edino obeležje, ki je v Ljubljani, pa je na tleh. To se mi zdi pa prav sramotno. Več jih je v Ljubljani takih, Himno imamo. Ja, himno imamo, da po njej hodimo, naprimer. To pa ne vem, če sem še kje videla, kje po svetu. Ja. Ker tedaj, ko se še spomnim, je Mirza bil pač, bi rekel, nosec še danes, ampak odličen portretist, in smo ga tudi večkrat uporabljali in tako naprej. Da malo živimo to smer portretov v mestu. Meni osebno se ne zdi preveč dober. Sicer ne rečem, da je to lahko narediti, to je zelo težko. Ne, težko je, ker je konc koncev. Zelo težko.
Tako, no, Ja. Hvala. A pa še gospod tam zadnji je želel nekaj. Aha, ja, pa še Mojca. Ja, jaz se spomnim ene zgodbe iz svojih časov študija na Pedagoški akademiji profesorja Mrharja, ki je poudaril, da je bil Zois zbiralec ljudskega gradiva, pesmi, in sicer tistih polka pesmi gorjeskih, od moje pomlišenke dal in tako dalje. Se pravi, je bil Zois, kdaj je z tega, ne vem osebno, tudi bolj tako celovito, ki je obdelan v vsem tem, kar je počel. Pa to predvsem ta njegova gospodarska dejavnost, to je bilo verjetno državno podprta, ne je bilo koncesije. To je bilo čisto stvar njegove osebne podjetnosti, če se v tem tudi kaj ve. Ne, v bistvu bila, ko je Michelangelo Zois začel, je bila to v bistvu osebna podjetnost, ker on je v bistvu začel s to prehodelil s to trgovino, potem je pa začel fužine kupovati, potem jih je Žiga Zois še razširjal, tako da takrat, da bi bile takrat koncesije, to jaz ne vem, nisem pa gospodarska zgodovinarka, to pa res ne, ampak mislim, da v 18. stoletju ni bilo koncesij, so pa seveda država pa je nekako podpirala, saj takrat je bila ta merkantilistična politika, in sicer s takimi stvarmi, da so jim pol dali plemiške nazive, na primer. Tako da to je bila v bistvu bolj kot ne na začetku podjetnost, ja, ker pravzaprav mislim že Michelangelo Zois, pokupil v bistvu skoraj vse fužine, tako da je bil skoraj monopolist takrat pri nas. Pa seveda je potem tudi posesti kupoval, velike gospoščine, ki jih je sicer potem večinoma že za časa svojega življenja napisal na svoje otroke. Na tiste, torej Žiga Zois je dobil to podjetje, ampak drugi so dobili posesti, ampak jim je tudi Žiga Zois potem moral skozi izplačevati vsak mesec, ja, nekaj denarja od te svoje trgovine. Tako da to ste vprašali, pa še nekaj ste vprašali. Zbiratelj. Pa to, ja. Torej, on je bolj v bistvu v tem smislu, ker je raziskoval slovenski jezik, in kako bi v bistvu iz tega jezika, ki so ga ljudje govorili, kako bi oni razvili slovenščino, iz tega vidika ga je to zanimalo. Zdaj, če je to čisto celostno obdelano, bi jaz rekla, da ne. Najbolj je v bistvu obdelana ta njegova vloga pri razvoju, torej pri podpori Kopitarja, Vodnika, Linharta, teh, da bi bilo pa tako res zelo celostno, pa ne, no pa njegova knjižnica je kar dost obdelana, s tem, da kar je moj doprinos, recimo v tej knjigi je pa to, da sem našla zapuščinski inventar Karla Zoisa, kjer je iz tega zapuščinskega inventarja jasno, da niso šle vse knjige Žige Zoisa takrat v licej, pa potem v NUK, ampak da jih je nekaj si pridržal Karel Zois zase. Ker tam po popisih, ti raziskovalci, ko res raziskujejo to zbirko, to biblioteko, so ugotovili, da pri teh popisih, pa ko so primerjali s tem, kaj je danes, da nekaj stvari manjka, to je Karel Zois si zase pridržal, in se vidi iz njegovega inventarja, da je to on. Samo problem je pa v tem, da je v bistvu Karlov, torej Michelangelo III, zelo veliko stvari, ko se je vselil v Avstrijo, seboj odnesel. Zato je tudi veliko teh premičnin
ni več tukaj. Takrat je Frances Tele konzervator, mu ni dovolil recimo invalidskega vozička izvoziti. Zato ga še vedno pač imamo v mestnem muzeju. Drugače pa je veliko tedaj verjetno šlo, tudi recimo, ne vem, verjetno tudi arhiva, ne vemo. Ja, tako da to pogledno, verjetno ni čist, če Zois obdela, Žiga Zois. Ja. Jaz imam najprej eno repliko na Begićeve portrete. Mislim, samo razmislek za publiki, recimo, koliko so posrečeni, portret dr. Anice Cevc ali pa Lovra Kuharja, oziroma Prežihovega Voranca pred šolo. To so tudi malo taki, malce hudomušni portreti, bi človek rekel, mimogrede. Imam pa eno vprašanje. Ta Bistriški dvor je verjetno na temeljih starejšega, ti si rekla, da je 17. stoletja bil, verjetno je bil tukaj. Me pa zanima, kapela je bila posvečena Svetemu Lovrencu, si rekla. Kaj pa kapela Svetega Fridolina, ki je stala tle nekje v 15. stoletju? Je to eno in isto? Ja, cerkev Svetega Fridolina je posvečena, ampak ker je cerkev obhajala posvetitev na praznik Svetega Lovrenca, so potem kar govorili Svet Lovrenc. In zato sem jaz tudi rekla Svet Lovrenc. To je Svet Fridolin. Ja, seveda, tukaj je bil dvor, v bistvu tukaj je bil dvor že v 14. stoletju, ampak zdaj točno kako izgledal, seveda ne vemo, Vem pa, da je v bistvu to, kar sem povedala, tale načrt, torej eden izmed teh, ker to je v bistvu tronadstropno, to etažno, to je bil troetažen dvorec, pokliče 2 nadstropji, kapela je bila pa dvoetažna, ker spodnja kapela je bila v bistvu dostopna vsem ljudem, zgornja kapela je bila pa samo za opata. Vem pa, da je v bistvu tudi pa iz enega arhivskega dokumenta, ko opat prosi mesto, če lahko nad skladišče njihovo ob obzidju nadzida v bistvu drugo nadstropje, da je večje drugo nadstropje. Pa še za njih drugih dokumentov, torej ko so kapelo pozidali na novo, ko je Hrem posvetil, tako da zato vse skupaj to datiram v 1613. In pa tudi po slogu, je pač to taka, bi rekla, pozno renesančna stavba, glede na oblike okn pa tako. Se mene sam zanimala ta kontinuiteta za Svetega Fridolina. Ja, ena in ista stavba je to z 2 imenoma. Ja, tako ljudje so jo Lovrenc imenovali, tako, ja. Samo dodam še eno novico, ker sem imel priliko poznati biti poslušalec profesorjev Kspana, Borisa Mrharja, bi poudaril, da so bili ti profesori izjemni biografiki za osebe, o katerih so govorili za dogodke, ki so se jim dogajali. Tako da bi tudi v loščini teh ljudi se marsikaj verjetno najdel, ker smo videli vse, ne samo značajske podrobnosti ljudi, kopitarja in takih dogodkov, ki so se dogajali okoli njih. Prav, Kspan pa Boris Mrhar. Hvala. Še kakšno vprašanje? Ja, če ni vprašanj, mislim, da se je razvila kar zanimiva in izčrpna razprava, torej vznemirljiva tematika knjige. Mislim, da jo bomo z veseljem, tudi marsikdo jo bo podrobno prebral, kjer v njej se potem najde še veliko več zanimivosti, podatkov, tudi referenc do gradiva. Vsekakor pa upamo, draga in spoštovana Metoda, da boš te raziskave znamenitih stavb nadaljevala v Ljubljani
in da kdaj na vrsto pride tudi Slovenska matica. Tako. Vsem, ki ste danes prišli in vzdržali v tem hrupu in vam je bil Zois pomembnejši od brucovanja, ki se odvija zunaj, se res iskreno in toplo zahvaljujem, zlasti pa seveda današnji avtorici, gosti, ki si zasluži velik aplavz.